Lepo pozdravljeni. V januarju smo poslanci Evropskega parlamenta stopili v drugo polovico petletnega mandata. Naše delo je organizirano tako, da se ob tej priložnosti organizacijska struktura in z njo povezane funkcije vzpostavijo znova. Najpomembnejše je ponovno glasovanje o predsedniku parlamenta. Tokrat smo imeli na voljo 3 kandidate: konzervativca Nrdža Divo, liberalko Diano Wallis in socialista Martina Schulza. Izvoljen je bil slednji, kar pa ni bilo presenečenje. Že nekajkrat doslej je namreč prišlo do načelnega dogovora, po katerem je bil predsednik Evropskega parlamenta polovico mandata iz ene, drugo polovico mandata pa iz druge politične skupine. Pri tem gre pravzaprav za sposobnost pogovarjanja in dogovarjanja med politiki. V Sloveniji je dogovor mnogokrat označen kot nekaj slabega, naprimer kot gnili kompromis, ljudje pa nepopustljivost in nepripravljenost sprejemati kompromise izpostavljajo izključno kot svojo dobro lastnost. Za demokratično politiko pa je značilna paleta različnih mnenj in večje število strank, od katerih ena sama nima večine. Delujoč demokratični politični sistem je le tisti, v katerem si politiki prisluhnejo, slišijo, spoštujejo, dogovorijo in dogovore tudi uresničijo. Na tak način je prvo polovico mandata Evropskega parlamenta predsedoval Jerzy Buzek, drugo polovico bo predsedoval Martin Schulz. Jerzy Buzek iz Evropskih ljudskih strank, kamor spada tudi Slovenska demokratska stranka, je zaključil predsedovanje Evropskemu parlamentu v velikem slogu. V vrednote, za katere se je boril že, ko je bila na Poljskem solidarnost prepovedana, je iskreno verjel in jih je živel tudi kot politik na evropskem nivoju. Svoboda, demokracija in solidarnost zanj niso bile le besede. Strpno si je prizadeval za uspešno, povezano in enotnejšo Evropsko unijo. Upam, da bo Buzekovo delo nadaljeval tudi novi predsednik Evropskega parlamenta, socialist Schulz. Glasovanje je bilo opravljeno hitro, tako smo se lahko takoj lotili bolj resnega in zahtevnega dela. Razpravljali smo o spoštovanju evropskih vrednot v novi madžarski ustavi ter kako naprej po podnebni konferenci v Durbanu. Razpravljali in sprejeli smo zakonodajna dokumenta o zbiranju ter recikliranju odpadne električne ter elektronske opreme ter o uporabi biocidov v Uniji. Zelo zanimiva je bila razprava o prioritetah danskega predsedovanja Svetu Unije, kjer je bila pravzaprav razprava o našem prihodnem delu. Veseli me, da Danska izpostavlja zeleno komponento, torej trajnostni razvoj. A glavna teža vendarle ostaja na ukrepih za finančno trdnost in stabilnost ter gospodarsko rast. Izredno pomembni so bili zaključki srečanja na vrhu v začetku decembra lani, ki jih je sprejelo 26 držav članic. Zaradi odsotnosti ene poteka nadaljnji proces po medvladni metodi, kar pomeni usklajevanje med vladami, postopek je manj transparenten, že obstoječe evropske inštitucije in njihove zmogljivosti niso izkoriščene, Evropski parlament pa ima v celotnem procesu le 3 opazovalce. S takim pristopom večina v parlamentu ni zadovoljna. Zavzemamo se za skupnostno metodo in s tem za čim večjo uporabo obstoječega evropskega prava, že uveljavljenih postopkov in za večjo vlogo tako evropskega kot tudi nacionalnih parlamentov. Izpostavim naj še, da bo letošnje leto ključno za oblikovanje večletnega evropskega proračuna od leta 2014 do 2020. Kot kaže, bo zasnovan tako, da bo za črpanje finančnih sredstev v veliko večji meri kot doslej potrebna konkurenčnost. To je naloga, ki se je bo morala zavedati tudi Slovenija. Jasno bomo morali predstaviti, kateri naši projekti so tudi v evropskem interesu. Hkrati bomo morali svoje okolje narediti bistveno bolj konkurenčno za investicije. Najti pa bomo morali tudi denar za sofinanciranje teh projektov. Najprej pa moramo dobiti vlado s polnimi pooblastili, ki bo v evropskem političnem prostoru zastopala slovenske interese.